Hvala, Klemen. Ja, res je, se vidimo prav kmalu. Z menoj pa je zdaj v studiu že izjemno zanimiva ženska, Irina Kizelev, ki je v bistvu je ekonomistka, magistrirana ekonomistka, 10 let je delala kot organizatorka oglaševalskih festivalov, je pa tudi dokončala srednjo frizersko šolo in tudi nešteto tečajev spenjanja pri domačih in tujih mojstrih. Zelo se je specializirala tudi za lastno stiliranje, no potem pa je pred kratkim odšla tudi v bistvu letošnjo zimo za 3 mesece v alternativno ekološko vas Pachamama sredi džungle na Kostariki, kjer pa je tudi odkrila govorilco las in to je vplivalo tudi na njeno profesionalno kariero, tako da bomo zdaj malce več izvedeli tako o njeni izkušnji v tej ekovasi, kot seveda o tem, kako ona šepeta lasem. Dobrodošla v naši družbi. Hvala lepa za to kratko predstavitev. Sem vesela za povabilo in vesela, da bomo lahko malo poklepetali na temo o laseh, ki je vedno aktualna. Ja, tema o laseh je vedno aktualna, z lasmi se v resnici vsi, nekateri manj, nekateri več ukvarjamo. Vi ste pa v bistvu šepetalka lasem. Kaj to v bistvu sploh pomeni in kako se to razlikuje od frizerstva, ker laiki tega ne vemo? Ja, zdaj sam izraz šepetalec las je zelo lahko zveni ezoterično. Tako da mogoče ne gre toliko zdaj, da šepetamo lasem, ampak jaz verjamem, da jaz nisem edina, ki sem rojena z darom, da dejansko lasje so podaljšek naše energije, vsaka korenina v lasu je vključena v naš krvni sistem in tudi živčni sistem, se pravi vse vpliva, kar pojemo, kar se nerviramo, se to pozna na naših laseh, plus zunanji vplivi, vreme in tako dalje. Tako da dejansko jaz samo mislim, da imam nekako odprto intuicijo in odprto delovanje, da ko primem las, nekje po eni strani začutim, po drugi strani pa tudi priučeno iz same ajurvedske medicine, ko se razlikuje sama struktura las, glede na to, kakšno količino vode, zemlje, zraka in ognja imamo. Se pravi, kakšen karakter je, take prevodnike mi imamo. Ne morava, mi da sva karakterno različni, če bi si zamenjali lase, to sploh ne bi pasalo skupaj, ker morava imeti druge prevodnike za najino energijo. Tako da dejansko to šepetanje, to je že kar nekaj let, včasih sem bolj za hec potipala lase, pa tako, okej, ti si pa bolj odzemljen, ja, ti si pa ful pridna v šoli, ali pa... Po laseh ste lahko vse to ugotovili. Ko se dotakneš, vidiš že po sami strukturi, da človek ima neke druge vrste te splošne kvalitete. Tako da to se meni na nek način zdi pravzaprav nič takega, kot pravim ajurveda, to že zelo prakticira, tako je, tako smo zgrajeni, je pa res, da v sodobnem svetu tega nekako nismo toliko, ne vem, niti slišali, niti vajeni, niti vešči, predvsem pa v tem modernem svetu nismo vadili. Tudi zame, jaz tudi rabim nekje vajo, da lahko te informacije bolj slišim. Ker v laseh, kot rečeno, kot sam živčni sistem je pa tudi preveden. Sodobna medicina, če bi ti dal las pod mikroskop, bi ti zelo lahko lepo povedala, tle ste slabo jedli, tle ste, ne vem, imeli neke zdravstvene težave, tlele, ne vem, si bil ful srečen, tle si bil ful sproščen in tako da dejansko to se vse vidi pod mikroskopom in imamo zapis v laseh. In tudi z nekim razlogom, ko mi tudi, ko želimo spremeniti življenje, velikokrat rečejo ženske, ki bojo... Se spremenijo frizuro, tudi ne vem, zdaj sem pred kratkim gledala dokumentarco Tine Turner in tudi je med prvimi stvarmi, ki je šla na samostojno pot, je zamenjala frizuro, ker dejansko želimo odrezati našo preteklo stran, želimo pač osvežitev, želimo pač manjšo težo in smo ljudje si različni, koliko mi to energetsko čutimo. Eni popolnoma nič, eni pa tako kot jaz, pa zelo smo na to. Tudi eni ljudje recimo se rabijo skozi srednjo brit, odstranjevati lase, eni pa rabimo, da nosimo te lase kot Se pravi, ni nekega pravila, ker včasih slišimo, da ponekod pravijo, lasi sploh ne bi smeli striči, morali bi imeti vsi dolge lase, zato ker to, ne vem, se povezuješ. Pa v resnici ni tako, najbrž je
Od vsakega posameznika. V resnici je odvisno od vsakega posameznika. Tudi če bi šel gledat, so v bistvu različne religije. Od krščanstva imamo primer Samson in Delila, se pravi dolgi lasje so moč. Indijanci dolgi lasje so moč. Budisti kratki lasje so moč, se pravi mora imeti spucano, da imam odprt kanal za druge vrste energijo. Tako da tukaj gre tudi malo kulturno pogojeno, tudi odvisno na katerem delu našega planeta se nahajamo, ker smo pa še dodatno drugače odprti, predvsem pa od posameznika, kakšna je njegova osebna struktura in kaj dejansko njemu najbolj ustreza. No, kako pa lahko posameznik ve, kaj je najboljše za njega in za njegove lase? Posluša samo sebe oziroma kako lahko poslušamo sebe, glede na to, da smo tako, imamo toliko vplivov od drugih, pa nekaj nam modni trendi narekujejo. Kako slišati sebe in kako vedeti, kaj je najbolje za naše lase? Ja, za začetek bi jaz zelo priporočala, da že ko gre za proces negovanja las, se pravi pranja, jaz ogromno žensk in vidim in slišim je to, hiter mudi se mi, kaj mi gre živce, zakaj nimam ravnih las, jaz bi imela skodrane lase. In to je zelo podoben efekt kot naše rože, kar je tudi dokazano, že znanstveno, če ti roži govoriš grda si, ni v redu, nisi mi všeč, ko imaš ravne liste, enak učinek je to na nas in na naše lase. Tako da za začetek je zelo pomembno to osebna nega in ko se ti greš v proces pranja in negovanja naše glave in lasišča in las, da takrat si vzameš čas, se posvetiš in rečeš, okej, daj to sploh malo začutim, kakšen je vtip, kakšen je tako in da greš ti tudi, se povežeš sam s sabo in tudi neke vrste priporočljivo lahko postane to tako res kot neke vrste meditacija. Ne? In pa s časoma ti dejansko veš, kaj tebi ustreza, kaj te paše. Začutiš, jaz tudi velikokrat se mi zgodi, pridejo dekleta, recimo želim si pobriti na nulo. Včasih imam tudi jaz to tendenco, da bi se kar pobrila in zdaj rabim spremembo. In moram reči, da imam tudi že toliko nekih izkušenj z ljudmi in tudi začutim človeka, da to ni vedno najboljša ideja. Ker moraš biti predvsem pripravljen in moraš biti pripravljen, da za to spremembo ni samo hiter instant, hočem rešitev, zamenjam frizuro, daj me pobarvi na plavo, zdaj bom pa jaz imela drugačno življenje, ker gre v resnici za željo, notranjo željo po spremembi našega delovanja v tem okolju in frizura je tista, s katero lahko to v prvi vrsti pač pokažemo. In eni ljudje so pripravljeni, eni ljudje pa pač ne. To gre v resnici grejo te stvari za proces. Kaj pa jaz sploh rabim? Recimo včeraj sem imela eno luštno najstnico, iz dolgih las je želela na kratke, pa je bila pripravljena. Tako da so jo res tako, toliko so odrezali las, pa je bila pol toliko srečna, ampak sem začutila, da pripravljena sem, dejansko 13-letno staro dekle je res čutila, da rabi svojo otroštvo odrezati stran in zdaj bom pa jaz se prelevila v neko najstnico, malo tak, tudi malo tak uporniški, iniciacija, prehod. In tako da jaz nekje mislim, da zakaj tudi to šepetanje lasno, ki še iščem slovenski prevod, da bo ustreznejši, da ne bo zvenel tako ezoterično, da ni polno, kaj pa tlele se gremo neke čirule, čarole. V resnici pa ni, v resnici je to, lahko veliko stvari lahko dokažemo, zraven pa je pravzaprav se zadeva razvila izključno iz tega, ker sem ugotovila, da to, kar se zdaj pogovarjava, da rabimo ljudje za kakšne stvari proces. Mi smo pa v tem svetu zelo hiteli, čim hitreje, čim več in smo šli na sistem, bom rekla, cut and go. Nimam časa, imam dan ti 15 minut, postriš me, grem naprej. In zdaj tako, enim ljudem to ustreza in jim tudi bo še vedno naprej ustrezalo. Ni bilo pa nekje nič proti uteži narejene, se pravi, kaj pa ljudje, ki ne marajo, da jim ti se dotikaš glave, kaj pa ljudje, ki bi se radi takrat sprostili, pa da me še malo zmaseri, da se je še to tako, kaj pa ljudje, ki rabijo dejansko tudi neko emocionalno podporo takrat, kadar se strižejo, kadar grejo v življenju čez neko spremembo. In pač takrat dejansko tega na tržišču še ni. In nekje v tej eko vasi, ki smo jo prej na začetku imeli, to letos sem imela priložnost,
dejansko to povaditi na strankah iz celega sveta. No, izvrstno je. Torej, Ja, o tem dejva in to, o ja. ekovasi bova pa govorili še po oglasih, Dobro. ker bolje, da to načneva po oglasih, ker Se mislim, da bo to strinjam. kar obširna tema. Res je. Tako da za trenutek ali dva si vzemimo odmor, potem pa nadaljujemo pogovor. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, še vedno se pogovarjava z Irino Kizelev o šepetanju lasem, čeprav Irina sama pravi, da še ni našla dobrega izraza v slovenščini, da bi opisala to, kar počne. In malce je šepetala zdaj že tudi mojim lasem med oglasi in moram reči, da je bilo zelo zanimivo. Pred oglasi so pa načele eno temo in sicer ti si bila v Eko Villageu 3 mesece. In to je najbrž močno vplivalo tudi na tvoje dojemanje, tudi tvoje poklicne poti z lasmi, najbrž, ne? Res je. Jaz sem pač letos čez zimo, bom rekla, iz same stiske, ker pač za moj poklic ni bilo možno v tistem obdobju ga opravljati. In sem videla, da rabim pač ljudi, da rabim pač skupnost kot tako. No in sem našla neko ekovas, alternativna ekovas, kjer dejansko so pred 20 leti iz plantaže, zapuščene plantaže kakave in na Kostariki, ja, so začeli posevati drevesa, so začeli, da je prišlo pač tudi življenje nazaj, so prišli, že sama osnovna ideja je bila, pa gremo narediti neko samozadostno skupnost. In tega po svetu je vedno več v resnici, vedno več je tega odmika, da imamo dovolj, da imamo sami svojo vodo, svojo zelenjavo, sadje in pa tudi kot neka sama vas, skupnost in podpora. Tudi oni kot ko imajo, ne vem, osnova je seveda meditacija, ker gre za to, da človek rabi za lastno ravnovesje utišati svoje misli. Imajo pa to v obliki, rečejo oni, silent sitting, se pravi tiho sedenje, ker vseeno debata, kaj meditacija je, lahko že za novo oddajo. Ja, to. Ampak, da si ti toliko discipliniran, da vseeno vsak dan 45 minut se utišaš in poslušaš umiriti, ali pa saj slišati, kaj sam sebi govoriš, a ne. Tako da to je bil recimo en del take prakse tam, potem si imel vsak dan na voljo vsaj 2 tečaja joge, potem si imel, vsa hrana je bila ekološka in pa tudi vegetarijanska. Ta smoothie bar, ki je bil edini bar, je bil v bistvu veganski, pa tudi kakao, pa vse te sestavine. To je res, tako, v bistvu gre za najboljše čokolade in kakavi in tako, in tudi kokosovo maslo in tako. Tudi naučila sem se čokolado delati, sem bila prav vesela. Tako da v bistvu oni stremijo k temu, da dejansko ljudje, da tista vas je nekje prostor, varen prostor, kjer ti lahko pač sebe slišiš, se umiriš, greš čez določene procese in gre za podporo tvoji lastni transformaciji, a ne. Ker jaz mislim, da smo danes v svetu že toliko daleč, da ni zdaj več toliko tabu tema priznati, ja, jaz sem tudi imam kdaj slab dan, imam krizo v življenju in pač takrat ljudje rabimo pomoč drugega in rabimo podporo in rabimo sočloveka, skupnosti, da vsak prispeva svojim talentom in vsak da to, kar lahko, da potem vsi skupaj rastemo, no. Vse skupaj se nekje najbolj, bom rekla, izraža skozi glasbo in ples, ki je v resnici edini mednarodni jezik, tako da se veliko poje, veliko pleše. Meni je bilo to, kar moram reči, pisano na kožo, no, ker sem tudi drugače plesalka in učiteljica plesa in da si se tudi lahko s tem izrazil. Swing, ne? Swing, ja, pa ples v dvoje, tako da je bilo tle, ne vem, kar nekje taka zelo fina skupnost, da si lahko. Jaz sem takrat v tistem obdobju res krvavo potrebovala to, da se spet postavim na noge, ker jaz ne vem, kako so ostali doživljali, ampak zame je pač to obdobje nedela. Ni šlo toliko za finančno stisko, kakor je šlo za stisko, da človek nima prostora, da se izraža. Da nima občutka, da je doprinos skupnosti. Tako. In na koncu dneva to vsi rabimo, čisto vsi rabimo. No in tukaj sem pa to dobila, sem to našla in ljudje tja prihajajo iz celega sveta. Največ je sicer bilo Kanadčanov,
Američanov. Prav tam ste najbrž potem tudi srečali veliko las od veliko ljudi, od veliko različnih držav. Kaj ste se naučili? Ja, tam je bilo v bistvu tako, da dejansko so rabili pol tudi frizerja, a ne, in kot na dlani sem bila jaz tam. Skupnost je to zelo lepo pozdravila, ker načeloma tam ne moreš kar priti pa delati, ker ljudje, ki že 20 let to držijo, jaz jih razumem, sej logično, a ne, želijo oni so tisti, ki prodajajo, oni so tisti, ki imajo tečaje joge, oni so tisti, ki vodijo te vsi skupaj. Tako da meni pa nekje so bila vrata zato kar presenetljivo odprta in sem začela tam strižiti in tam imaš pa več časa. Ne? Tam imaš pa čas, ne, imam eno punco, ki je imela ful dolge drede in ona je tako začela sanjati, jaz bi se pa mogoče postrigla. Ampak šlo je dejansko za 2-mesečni proces najnih pogovorov, da je bila ona zrela za to, da jaz to odrežem. Ker malo sem žena, to je čisto nek drug pristop. Čisto drug pristop. Zdaj v realnosti tukaj jaz tega časa nimam. Imam pa seveda lahko si vzamem uro pa pol do 2 uri plus nadaljna srečanja. Ampak je pa to nekaj, kar lahko mi, preden gremo morda k vam ali pa komu drugemu, že pri sebi naredimo ta proces, da se ne odločimo na hitro, ampak da ne najbrž, da pri sebi ugotovimo. Pri sebi ali pa tudi s pomočjo. No. Jaz si želim, da v prihodnosti, da bom to toliko razvila, da ne samo, da bom jaz to počela, ker jaz si vzamem čas prej za ta pogovor in tako, ampak da bojo tudi nekje, upam, da drugi frizerji sledili in da bomo uspeli odkriti koncept, katerega že gradim, ampak ni še zrelo za ubesediti in predstavitev. Dejansko, da ljudem nudimo več časa in pozornosti, preden se človek postriže. Ker zdaj se pravim, ti, ki priješ frizerju, res, jaz razumem, jaz sem tudi že delala v salonu, ni časa, sploh zdaj je ena stranka na dan, treba je preživeti, najemnine so astronomske, moramo biti realni, a ne? Ampak vsem, kaj človek najbolj potrebuje, daj saj poslušaj me, kaj bi rad, in to je hitro lahko 15 minut, 20 minut, pol ure, 1 uro in si že hitro v pogovoru in na koncu odkriješ, da mogoče oseba sploh ne rabi imeti toliko krajše lase, kakor si je najprej zaželela, ampak potrebuje samo nek sočloveka, da mu drži prostor, da se lahko izrazi in da je slišan. In da je slišan in da je razumljen. In da lahko pol vidimo, okej, ne. Je seveda res, da velikokrat scepljene lase ali pa karkoli takega, to vse odreže. No in tudi tam je bilo nekega, zdaj tudi, kje se ti lasje cepijo, ni čist naključje. Ker oblika glave, pač kje imamo kakšne točke na glavi, podobno kot receptorji na dlaneh in nogah, je odvisno, a imaš ti to razcepljene na tvoji moški strani, na tvoji ženski strani, na tvoji, ali to izhaja iz tvoje primarne družine. In tako da dejansko jaz že potem, ko človeka potipam, počešem in to je tisto šepetanje v resnici, ki se da, lahko se to naučiš, ne. Točno vidim, v redu, to pa izhaja v bistvu z nekega konflikta z neko žensko stranjo. To in potem, ne. Terapija in dejansko je to, v angleščini je to personal therapy through hair treatment. V slovenščino je pa to kaj? Osebna terapija skozi lastni tretma. Lastni tretma je pa hiter, si kozmetične izdelke predstavljamo, tako da v tem smislu prevod še sledi. Katere v bistvu znanja pa vse vi integrirate v to svoje, ko se ukvarjate z lasmi, ker ne gre samo za preprosta ta frizerska znanja, veliko ste vi tudi se naučili o raznih drugih tehnikah, pa ajurveda, pa tako. Kaj vse integrirate? Ja, integriram v bistvu čisto sodobno medicino, biologijo, ogromno je biologije, ogromno je kemije. Moraš razumeti in vedeti, kakšni so kemijski procesi, kaj se telesu zgodi, ko daš ti barvo gor in ko daš ti tako. Jaz osebno pač ne bom hotela nobenega pobarvati, tako da, ker mi je to, ne vem, ni mi blizu, bom tako rekla, so pa ljudje, ki mi je blizu. Potem se pravi kemija, biologija, pač sodobna medicina, ajurvedska medicina, potem psihologija, tukaj je ogromno ene psihologije, pol so tudi razne alternativne vede, v smislu kako ti človeka začutiš, kako lahko
tudi malo, ne vem, po neki intuiciji. Intuicija je tista, ki je zelo močna, kako ti te stvari pravzaprav skombiniraš. Učiš se iz različnih ved, a ne, potem pa, ko pride do srečanja, do te procesa, moraš pa ti to imeti toliko dobro intuicijo in toliko moraš biti odprt, da veš, aha, to bom iz tam pobral, to bom iz tam, aha, tle gre čisto za biološko, fizično težavo, ne vem, vidimo, da so izpuščaji, da je dermatitis, a ne, so take stvari, so pa stvari, kot, aha, tukaj gre pa za čustveno rano, tukaj gre pa za to, režemo to stran, tako da v tem smislu, jaz mislim, da je pač kombinacija vsega tega, no, da je kombinacija in sodobne, in bom rekla, in znanstvenih dokazov, in alternative, obvezno. Ja, to je res ena taka obširna tema, tako da upam, da bomo vas še kdaj gostili v oddaji, da še malce več izvemo, ker so res intrigantne zadeve. Hvala za obisk, mogoče čisto za konec samo še, kje vas lahko gledalci najdejo? Ja, najdejo me na Instagramu, pa na spletni strani, se pravi irinakiselev.com, enako Instagram, Irina Kiselev. Tako da zelo dobrodošli na tudi te terapije lastne, ki jih izvajam. Se pravi, da striženje ne bo samo cut and go, ampak da je to, bom rekla, bolj celostna izkušnja in proces, skozi katerega vas podprem. Hvala za tole celostno izkušnjo že tukaj v studiu, za še bolj celostno izkušnjo pa seveda, kar preverite spletno stran, preverite tudi Instagram in se morda naročite k Irini. Hvala za obisk. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa se bo Juš posvetil čebelicam oziroma bolj natančno repliki Plečnikovega čebelnjaka. Se gledamo.